Živa družba, današnja tema bo pa majčkeno bolj depresivna, in sicer bo depresija. Jaz sicer nisem bila nikoli napotena k nobenemu psihologu, pa tudi sama se nisem odločila iti k nobenemu zasebnemu psihologu, ampak sem skoraj prepričana, no, da je to, s čimer sem se soočila večkrat, no, da je depresija, ker jaz mislim, da je to naravni obrambni mehanizem telesa, no, da pač so bili tako težki procesi, s katerimi sem se soočala, da enostavno telo povzroči, da majčkeno utopiš in si malo depresiven. Zdaj, kako sem se jaz soočala s tem? Jaz sem imela domača zdravila, štiri osnovne stvari, no, s štirimi osnovnimi stvarmi sem si pomagala. Ta prva zadeva je hvaležnost in ne, nisem tista totalno ezoterična, da bi rekla, sem pa ful hvaležna, se mi to zgodilo, do te točke še nisem prišla. Ampak bolj mislim na hvaležnost za tiste stvari, ki jih imam v življenju. Se mi zdi, da smo ljudje tako naravnani, mogoče čist zaradi preživetvenega nagona, da smo pač tako naravnani, da vedno iščemo stvari, ki niso v redu in da bi jih popravili. Moramo se pa nazaj naučiti, ker avtomatsko tega ne počnemo več, da bi bili hvaležni za tiste dobre stvari, ki pa so v našem življenju. In če tudi imamo to, recimo, kar precej zoprno zdravstveno situacijo, ampak vse pa ni temno črno, no, v našem življenju, vedno je kakšna svetla točka. Zdaj v mojem primeru, da vam dam kakšen primer, jaz sem pač, v začetku je to težko, no, ker si preplavljen s temi negativnimi občutki, z grozo, strahovi, žalostjo, lahko tudi z jezo, da zgubljaš vid, da enostavno, da se kar prisiliš, no, da pač te dobre stvari opaziš. In tudi čist ne pride v čisto iz srca, je majčkeno ta zadeva prisiljeno deluje, no, ampak pač se ne da drugače tega izvajati. V mojem primeru, recimo, da vam dam par idej, no, jaz sem se pač spomnila, da imam izjemnega moža, da imam neverjetno hčerko, da imamo dom, da nismo lačni, da imamo dovolj hrane, da se imamo neskončno radi, da se zelo radi družimo, da se včasih igramo kakšne igre, da včasih gremo ven v kakšen park. Se spomnim, da imam svoje starše, da imam brata pa sestro, da imam prijatelje. Pač potem je vedno lažje, ne, vedno več stvari se spomniš. Lahko, ne vem, včasih sem že hvaležna, recimo, da imamo tukaj sonček. Ne vem, veliko stvari, no, se potem najde, za katere pač opaziš, da bi lahko bil hvaležen. In kaj je namen tega? Je pač ta hvaležnost te napolni z malo več pozitivne energije in ta ti potem pomaga pač, da se soočiš pač s težjimi zadevami. Druga zadeva, ki se jaz lotim, je, imam zelo rada glasbo, in sicer mi je všeč taka, da je čim bolj poskočna, pa ne nujno polke, no, ampak taka, da je vesela glasba, no. In jaz imam zelo tak hecan MP3, ki imam vse sorte, čudno mešanico imam gor, no, slovensko glasbo, hrvaško, italijansko, mehiško glasbo, angleško glasbo, pač en tak čuden miks je. In kadar jaz to poslušam, si ponavadi dam slušalke na ušesa, zaradi tega, da Diego pa Lisa preveč ne trpita. No, to recimo po eni drugi, tretji skladbi, ponavadi kar začnem že zraven peti, pa mi spremeni, no, razpoloženje. Potem imam še zelo rada eno radijsko postajo tukaj. Je 93,7, je Radio Hoja, se ji reče. In je tak zelo simpatičen napovedovalec. In sicer je ta človek, ki je optimističen, mislim, ne išče nekih škandalov, ne išče nekih tragedij. Jasno, da mora tudi o tem poročati, ampak on to poskusi zelo nevtralno ali pa celo optimistično predstaviti. Ima tudi veliko gostov, ali so kakšni umetniki, pevci, ali so kakšni psihologi, ali so pač na take o pozitivnih temah govorijo. In tudi, ne vem, mi zelo pomaga, recimo, tudi če se le da, tudi njega poslušam, no, mi je zelo v pomoč.
No, potem sem imela pa še eno težavo, in sicer, ko so me upokojili zaradi izgube vida, pač jaz nisem šla več učit in sem imela kar naenkrat sem imela prosto od 7 zjutraj do 3 popoldan. In ja, to ni nič kaj preveč fino, če si pač na robu depresije oziroma če se soočaš s težkimi občutki. In ne vem, te lahko v parih minutah te lahko pogoltne pač ena težka misel ali pa pač težke misli smo pač genialci, ki jaz pravim, da lahko iz svetle sive v temno črno spremenim barvo. Skratka, težava je bila, ker sem kar pač jasno, da nisem bila v nekem dobrem momentu, je zelo težko, moram tudi reči, da je zelo težko pozabiti, da imaš to zdravstveno situacijo. Ker to, da ne vidiš, tega se čisto vsako sekundo zavedaš. Recimo, če imaš kakšne vnetje črevesja, te mogoče vseeno kakšne 3 do 4 ure na dan pri pusti, pa vsaj tiste 3 ali 4 ure na dan pozabiš na to. Ne? Za nas je to malo težje, ker čisto vsaki sekundi se zavedaš te tvoje situacije. No? Tako da te pač mogoče zaradi tega še majčkeno bolj težko se soočati s to našo situacijo. No, tako da pač vsekakor ni priporočljivo, da imaš ti tam čas neizpolnjen, zaradi tega, ker te misli te 1, 2, 3 te pohopsajo. Tako da jaz pač sem morala si najti novo dnevno rutino in pač zjutraj, ko Lisa vstanejo, preoblečem, ji pripravim hrano za v šolo, ker tukaj otroci v šolo hrano nesejo. Potem jaz Diegom spremva v šolo, potem pa jaz pridem domov, pojem zajtrk, potem si kavico naredim, potem pa rada WhatsAppe preposlušam, ker sem prek njih v stikih z mojimi prijatelji pa z družino. Potem pa včasih kakšno juho začnem kuhati, solato pripravljati, kaj drugega kuhati. Včasih imam perilo za oprati, za obesiti ali pa za zložiti. Vedno je kaj za pospraviti, to itak mi kar dosti časa vzame, ker pač jaz moram vsako zadevo prijeti in ugotoviti, kaj je, in jo postaviti na svoje mesto. In skratka, tako tam do 3 popoldan si moram v narekovajih, v začetku sem si morala zapolniti čas, potem pa Lisa pride domov in potem pa itak je pa treba dati za jesti, pa nalogo narediti, pa stuširati in tako naprej, in potem je že večer. Takrat ni več pol problem, ne. Ampak v začetku je pa bila težava, ker pač mi je, poleg tega, da sem izgubila vid, mi je nekdo še vzel aktivnost za toliko ur dopoldan, ne, ampak zdaj pač sem si našla različne stvari, ki jih lahko počnem. Jasno, da je to urnik samo za backup, če kaj drugega pride, logično, da drugače preživim dan, ampak pač nočem biti nekje izgubljena v vesolju in da me mogoče kakšne negativne misli pogoltnejo. No, pa imam pa še eno svojo lastno zadevo ali pa pogruntavščino, recimo, ko se res nič kaj preveč fino ne počutim, no, se pa spomnim enega stavka, ne vem, kar enkrat mi je prišel na misel. In ta stavek je pa, da sem izgubila samo vid, da nisem izgubila življenja. In ja, mislim, ne želim nobenemu, da bi vid izgubil, no, ampak ni pa to zdaj spet konec sveta, še vedno sem tukaj. Lahko hodim okrog sama, večinoma stvari lahko sama počnem oziroma se jih moram samo naučiti, in vem, da pa vsi pa nimajo teh možnosti, da so pa ljudje v drugih zdravstvenih situacijah, ki so pa res še bolj omejeni, tako da evo smo pa že spet pri točki ena pri hvaležnosti. Tako, to so bile moje izkušnje, to so bile moje, ne vem, pač tako jaz sama sebi pomagam, ko se ne počutim preveč fino. Zdaj, če imate vi kakšno svojo osebno izkušnjo, kaj pa vam pomaga, če se počutite bolj tako sivo, s čim si vi pomagate, pa se vseeno vidite ali ne vidite, saj to je lahko ena taka splošna okoliščina. Jo pa, če želite, lahko v komentarje zapišete, da malo delimo izkušnje med sabo. Pa se vidimo naslednji četrtek spet tukaj z drugo temo. Adijo!